Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v političnih soočanjih. Kot je znano, bodo volitve v Državni zbor 13. julija, takrat se boste odločali, katero listo oziroma stranko ali pa seveda kandidate boste volili. V tokratnih volilnih soočanjih, ki bodo potekala v 3 delih, bomo soočili 5 kandidatov oziroma kandidatk iz Ruške, torej 4. volilne enote 7. volilnega okraja. Tako so z nami, in sicer iz Desusa prihaja Marjana Kotnik-Poropat, lepo pozdravljeni. Iz Socialnih demokratov magistra Bojana Muršič. Lep pozdrav. Iz stranke Verjamem Tomi Prosnik. Pozdravljeni. Iz Združene levice Drago Bolčina. Lep pozdrav. In pa iz Nove Slovenije Andrej Šauper. Lep pozdrav. Pa seveda to, da povemo, da bo vsak imel za odgovor na voljo minuto, 30 sekund je za repliko in pa seveda na vsak odgovor oziroma krog lahko ima torej kandidat 2 repliki. Pa začnimo. Prosim za konkretne odgovore, s kom boste šli po volitvah v koalicijo in zakaj? Stranka Desus bo šla v koalicijo z seveda strankami leve politične opcije in s tistimi strankami, ki bodo imele program, kot ga je soroden stranki Desus. Koga izključujete? Mi ne izključujemo zaenkrat nikogar. Magistra Muršič? Socialni demokrati smo že v predvolilnem času pokazali, da se znamo povezovati. Povezali smo se z Desusom, sklenili smo socialni strankarski blok za vse generacije. Z stranko Solidarnost smo podpisali programsko izjavo, v kateri skupaj sodelujemo, imamo programsko listo. Ob volitvah oziroma v koaliciji lahko sodelujemo z vsemi, ki bodo imeli primern oziroma primerljiv program nam, tako da bomo videli, kakšna bo koalicija po volitvah. Gospod Prosnik? Ja, absolutno. Po volitvah treba počakati na rezultate, da se sploh vidijo razmerja neke moči oziroma zaupanja volivcev, ki jih bomo dobili. In potem bomo pogledali predvsem na osnovi programa. To je najbolj ključna stvar. Mi pač imamo ena svoja izhodišča, iz katerih izhajamo. Izključujemo, kategorično ne moreš nikoli reči, ampak absolutno smo pa bliže novim strankam, smo bliže levim strankam, ki imajo, bom rekel, samo po tistem generalnem načelu bliže našemu programu. Gospod Bolčina. Hvala za besedo. Združena levica je sposobna povezovanj, kar je dokazala na teh, bi rekel, predčasnih državnozborskih volitvah, kajti kot veste, smo se povezali 4 skupine. Prva stranka politična je Delavska stranka Dela, potem je Civilna iniciativa, te je 4. skupina, potem je TRS in Iniciativa za demokratični socializem. Mi smo pokazali za tem, da se znamo povezovati. Kaj pa z ostalimi? To vemo. Z ostalimi pa smo pokazali, tako kot sem dejal, da se znamo povezovati, da smo pripravljeni na sprejemanje kompromisov. Je pa tako, da v novih, bi rekel, koalicijskih povezavah je dejansko vse odvisno od nove politične krajine, kakšna se bo v Sloveniji razvila. Mi pa zagotovo bomo šli v povezave samo takšne, ki bojo v korist Slovenk in Slovencev. Nikogar ne izključujem? Nikogar ne izključujem. Torej z vsemi strankami? Rečemo, da je zdaj tako, mi smo dejansko leva politična opcija, to se ve, smo tudi bolj levi, ko pa dejansko so zdaj deklarirane leve stranke, kot SD in podobni, tako da nekje po normalni poti smo tisti, ki se bomo z levo politično opcijo lažje sporazumevali. Dobro, gospod Šaufer, izvolite. Tudi Nova Slovenija, krščanski demokrati, smatramo, da je ta trenutek še dokaj prehitro govoriti o kakšnih koalicijah, počakati moramo, kaj bodo prenesle volitve. Ampak jaz v studio, me zanima. Glejte, normalno je, da tudi mi, pravzaprav nas ne zanimajo stranke, ampak nas zanimajo strankarski programi, kaj je v programih, in zagotovo bomo sodelovali z vsemi, ki bodo v zboru v tistih točkah, v katerih bomo lahko sodelovali, ki imamo skupne točke. Tudi vi nikogar ne izključujete? Ne. Zanimivo. Drugo vprašanje. Maribor in tudi območje Ruške upravne enote nujno potrebujete urgentno in hkrati sistemsko pomoč države. Ta regija potrebuje konkretne ukrepe, ki bodo spodbudili razvoj gospodarstva in s tem preživetje tega okolja. Maribor z okolico je želel 600 milijonov pomoči, od vlade je le dobil z okolico, torej 66, pa še to bolj papirnih. Kaj boste konkretno naredili, da to okolje ne bo čisto propadlo? Pa začnimo pri vas, gospod Bolčina. Ja, zelo težko je zdaj napovedovati, kaj se bo naredilo. V glavnem, kar se tiče dela
parlamentarca v državnem zboru je pač potrebno biti zelo občutljiv na našo problematiko. Problematika naše regije, širše regije, je pa tako, kot ste že omenili, in tudi določeni kazalci teh, bi rekel, humanitarnih organizacij govorijo o tem, da je resnično potrebno nujno za nekimi sistemskimi ukrepi pomagati tej regiji. To, kar je storila zdajšnja vlada z obljubljeno pomočjo 600 milijonov evrov in na koncu pristalo na tem, kar je pristalo, je v posmeh, bi rekel, tej situaciji na Štajerskem in vsekakor obsojam. Kaj boste pa vi konkretno naredili, glede na to, da zdaj preteklost govorite? Mene zanima, kaj bo Združena levica? Združena levica bo zagotovo, bi rekel, zelo subtilno spremljala zakonodajo, ki se bo na tem področju sprejemala in seveda tudi pripomogla z svojimi aktivnostmi k temu, da bo dejansko se bi rekel, stopnja brezposelnosti zmanjšala in vse to, kar pač gre, tako kot jaz mislim tudi vse ostale stranke, ki pač pozitivno razmišljajo. Gospod Čaupen. Ja, o teh obljubljenih milijonih mi težko kaj rečemo, to pač morajo pojasniti tisti, ki so jih obljubili, zakaj jih ni toliko, kot so jih obljubili in zakaj jih pravzaprav ni, kot vemo. Mi smo malo drugačnega mnenja, da je treba v tej državi najprej ustvariti pogoje za gospodarsko dejavnost, se pravi tiste, kar smo pravzaprav v svojem programu kot temelj napisali, treba je davčno razbremeniti naše gospodarstvo, treba je poenostaviti vse upravne postopke, ki se tičejo ustanavljanja podjetja in treba je urediti sodne zadeve, treba je urediti plačilno disciplino in to je v bistvu smer, v katero smer bomo mi delovali v državnem zboru. Kaj pa območje, iz katerega prihajate, konec koncev tudi Maribor? Čisto ista zgodba, povsem isto. Nič posebnih ukrepov ne računate, glede to, da Maribor pa Ruše, da so čist na tleh? Jaz lahko samo to rečem, da glede na zdajšnje izkušnje se bo moral Maribor, predvsem Maribor najbolj poznam, verjetno malo bolj upreti tudi na lastne sile, na lastno inovativnost, na okolje, v katerem se Maribor nahaja, pogledati okrog sebe in se upreti na lastne sile. Dobro, gospod Prosnik. Ja, to je problem, ki se v Mariboru in tudi v Rušah in okolici vleče že 25 let praktično. Mogoče malo manj od leta 91, ko so začeli nam veliki sistemi propadati. Največji problem pri vsem tem je, da ljudje, ki so do takrat vse delali prav, potem naenkrat se več niso znašli. In zdaj to skupino ljudi nekako vlečemo zdaj iz enega podjetja z drugega ukrepa in tako naprej. Kaj je pomembno pri vsem tem, pa predvsem, če se nanašam zdaj na teh 600 milijonov oziroma 66, koliko jih je bilo počrpanih, to je stvar zdaj, kdo bo koliko dal ali pa kdo bo koliko vzel. In zdaj, če je tak, da se Maribor mora pri Ministrstvu za gospodarstvo boriti za svoj denar oziroma da Ministrstvo za gospodarstvo ne postavi pravih pogojev, da bi ta sredstva bila počrpana oziroma da je, ker to so ljudje, to so davkoplačevalski denar. 60 milijonov ni bilo počrpanih, to je samo papirna obljuba. Ja, ampak recimo, da če rečemo, da bo iz tega vsaj nekaj prišlo, ampak tukaj je treba predvsem analizo dobro narediti, treba je pogledati, kje točno so problemi in potem tudi deliti denar na tak način. Magistra Muršič? Ja, Maribor in predvsem Ruška občina potrebuje spodbudo gospodarstva. Kot vemo, je tovarna dušika v zadnjih letih, v bistvu je skoraj več ni, v preteklih letih je zaposlovala več kot 2000 prebivalcev iz Ruške in Mariborske občine. To pomeni, da je potrebno nekaj narediti. Zagon gospodarstva, vsekakor gospodarstvo podkrepiti z tem, da bomo omogočili kreditiranje, potem prestrukturirali podjetja in čim več omogočili, da se bo začelo dvigovati gospodarska rast. Delovna mesta so ključnega pomena. Gospa Kotnik? Ja, v Desusu si bomo prizadevali, da bi se sprejela takšna zakonodaja, ki bi seveda tej regiji prinesla eno možnost, da se intenzivneje razvija, kajti, kot je bilo že povedano, v Mariboru in tudi v Rušah se je zgodilo to, da se je zrušila vsa
ta velika industrija in ogromno število delavcev je ostalo na cesti. To, kar je vlada obljubila in potem seveda ni izpolnila, se mi zdi zelo problematično, ker menim, da vlada Republike Slovenije mora skrbeti za enakomeren razvoj vseh regij in da bi se zato za Maribor morala še posebej Samo zavzeti. vi ste bili v vladi, Desus? Mi smo bili v vladi, samo vam povem, 5 poslancev v vladi je, oziroma v državnem zboru, ki šteje 90 poslancev, veste, da nima tiste moči, kot bi jo imeli, če bi nas bilo več. Smo pa, moram povedati, se poslanci Desusa, tudi jaz osebno, povezovali z vsemi poslanci Mariborske regije in smo si prizadevali, da se dogovorimo za skupne aktivnosti. Tudi za Lent, na primer, smo dogovorili in smo uspeli zbrati ustrezen denar. Replika, gospod Bolčina. Mislim, da zdaj tu na tej drugi strani, predvsem 2 vladnih strank, da zdaj tukaj gre za sprenevedanje. Mislim, da ste vi imeli škarje in platno v tem mandatu in dejansko, da se je zelo malo naredilo. Poglejmo na primer zadnji primer, stečaj podjetja Kristal. Nihče ni ukrepal, kaj intenzivno. Mi smo pred leti, ne kot Združena levica, ampak smo za Kristalove delavce zbirali pakete. Tudi gospodarstvo, meserija Finguš se je vključila in je dala za vsakega eno veliko pariško in tako dalje. Tako da to so koraki, katere pričakujemo tudi od vladnih strank na lokalnih nivojih. Odgovor? Spoštovani, če lahko povem, jaz sem predsednica Rdečega križa Smolnik in zelo skrbim za to, da dobijo pakete tisti ljudje, ki potrebujejo. Tako da mislim, da pa reševati industrijo na tak način ni možno. Stečaj podjetja pa se zgodi, tukaj vlada nima možnosti, da ukrepa, ker vemo, da ne more posegati v same tovarne, v lastništvo, ker lastnik je tisti, ki odloča in če je tako daleč zabredo, da ni drugega kot stečaj, se prej še prisilna poravnava, če ta ni bila možna, se je pa zgodilo žal tudi to. Magistra Muršič? Ja, v bistvu tudi se strani občine Ruše smo pomagali vsem delavcem Kristala. Res pa, da kot stranka ne morem v tem delu govoriti, kaj je stranka počela, koliko se je zavzemala za rešitev tega gospodarstva, tega podjetja. Tako da na tem mestu jaz vem, da smo naredili na občini vse, kar smo lahko. Dejansko je vladajoča skupina Socialnih demokratov. Dobro, pustimo zdaj občino, mi smo govorili o državnih volitvah, vi ste predstavniki strank konec koncev tukaj. Naslednje vprašanje. Nova kreditna banka Maribor se prodaja. Nova KBM je dobila 870 milijonov evrov, ki jih je vplačala Republika Slovenija, ki je edini lastnik in delničar banke. Te ukrepe je banki z odločbo izrekla Banka Slovenije, potem ko je Evropska komisija odobrila ukrepe državne pomoči za novo KBM, ter tudi odobrila način prestrukturiranja nove KBM. Ali se vam zdi sporno, da so ostali ljudje množično, ki so kupovali delnice nove KBM, zdaj brez lastništva teh? Dobesedno ne govorimo o tem, da je padla vrednost delnice, ampak ostali so brez lastništva. Začnimo pri vas. Meni osebno se zdi to oškodovanje ljudi, ki so zaupali in vlagali denar v to banko. Po drugi strani pa seveda vsak, ki vloži, mora vse prebrati, kaj piše v pogodbi, ki jo sklepa, tudi tisti droben tisk in najbrž so tukaj ljudje spregledali. Gospa Poropat, tega ni bilo v drobnem tisku, da ostanejo, da so jih razlastili. No, pravim pa, da to se mi ne zdi prav in upam, da bo inicijativa, ki se je organizirala v okviru oziroma pod vodstvom gospoda Glaviča iz Ruš, da bo uspela v tožbi. Magistra Muršič? Zelo se pridružujem mnenju gospe Kotnik Poropatove. Ljudje so res zavestno vlagali svoj denar, tako kot vsak posameznik se pač odločaš, kam boš vložil svoj denar. Res je, da pa ni prav, kar se je zgodilo. O krivcu, kdo je kriv, žal jaz v tem trenutku ne morem soditi. Zato so pristojne institucije, ki bodo to tudi ugotavljale. Ampak vlada je imela škarje in platno tudi del, pa bi lahko rekla, da se to ne zgodi. Jaz se pravim, zdaj jaz o tem ne morem govoriti. Ste pa predstavnica SD-ja, gospod iz stranke Verjamem, izvolite. Tukaj gre za krajo. Čisto preprosto, princip zadaj za tem, kar se je dogajalo z novo KBM od lastnine nadalje, pa če štartamo tukaj, že prej so se dogajale stvari, vemo, da je tudi bila prej KBM, pa potem nova KBM, pa vemo tudi zakaj raznih afer, Satex in podobnih, ampak se porečujemo, pri tem gre za krajo direktno, pri kateri je tudi država sodelovala. Pa ne želim populistično govoriti, ampak recimo čist en taki termin iz kapitalskega trga je pump and dump, se pravi, da napihneš ceno delnice z nekimi informacijami
jo potem po tej ceni plasiraš na trg, ne, kot država zbujaš neko zaupanje pri ljudeh, ljudje ti zaupajo in tiste delnice kupijo, potem vsi tisti, ki nekaj veljajo, se takoj rešijo delnice, vsi ostali pa potem ostanemo v žepu z delnico, ki ni vredna praktično nič, zaradi tega, ker je to bilo ravno na višku kolonacije recimo finančnega sistema, ne, in takrat smo vsi mislili, ja, banke bojo šle do konca, ne, to bo večno, ne, pa tak dalje, ne. In tukaj je, to je bila prva stvar, kjer so spet delničari izgubili, razlastitev, pa če je pa spet kraja, po drugi strani zaradi tega, ker smo izgubili zaupanje kapitalskih trgov popolnoma. Zaradi tega, ker če nekomu Američanu rečeš, da je država vzela nekomu delnice z žepa, te ne bo niti pogledal. Ta trenutek zagotovo mi ne moremo soditi, kdo je kriv za propad Kreditne banke Maribor. Mi menimo, da trenutno... Govorimo o delnicah, ki so ljudje kupovali. Saj, to je propad banke. Če ga je mogla država z davkoplačevalskim denarjem kupiti pravzaprav to banko oziroma njene dolgove, je to propad banke. Mi menimo, da trenutno uprava dela dobro in v bistvu zahtevamo, da se opravi notranja revizija, da se ljudje seznanijo z dejanskimi vzroki, kdo, kdaj, zakaj, ker v današnjem svetu je možno slediti dobesedno vsak cent. Ne moremo reči, da je država kriva, zato da je banka padla, ampak so tukaj ljudje od zadaj. Država zdaj samo gasi. Govorimo o delnicah, ne o banki kot taki. To me zanima konkretno. Veliko Rošanov, veliko Lovrenčanov in Selničanov je tudi vlagalo, torej je kupilo te delnice in danes niso več uradni lastniki. Ja, vem, tudi moji starši so tukaj zraven, tudi jaz in tako naprej, vsi smo tam vrsti stali in kupovali delnice po 27 €, na koncu so bile vredne 1 cent. Zdaj pa to vprašanje, če to je neka vrednost, pa ni več vrednost. Nekdo, bom rekel, v državi, v vladi se je odločil, da bo banko pač rešil. Rešil je na tak način, na kakšen način je rešil. Verjetno ni prav. Tako kot je že prej sogovornik omenil, to je dejansko državna kraja 21. stoletja v Sloveniji. Vprašati se pa moramo, na kak način bojo delničari dobili nazaj tisto, kar so vložili v banko. Zato ne smemo privatizirati nove kreditne banke, ampak moramo pustiti, da zadeva funkcionira naprej. Da sodni mlini svoje opravijo. Tako, banka mora ostati kot pravni subjekt in če pogledamo, če se ozremo okrog, vse banke po Evropi imajo dejansko, če se jih sofinancira iz države, potem tudi vračajo ljudem ta denar davkoplačevalski. To, kar se pa je tu zgodilo, to pa je katastrofa. In nihče ne more dejansko reči, da to ni kriva politika. To je kriva politika, zakaj? Zato, ker politika ima v ingerenci 12 milijard evrov in od tega kapitalskih dobičkov dobi samo 1%. Kaj to pomeni? Slabo kadrovanje, slab menedžment in slabi nadzorni odbori. Ker vse gre po politični liniji. In to niso strokovnjaki, ki bi mogli dejansko korporativno pravo poznati in tako dalje. In to je dejansko vse brez problema. Replika, izvolite, gospod Prosnik. Ja, mislim, tukaj moramo razumeti situacijo, da ne, to, kar država se obnaša po priporočilu Evropske komisije, tukaj ni nekaj, o čem bi mi odločali. In banke so zelo močne inštitucije v svetu, ki imajo zelo močen vpliv v Evropski uniji. In naša vlada je odgovorna samo zaradi tega, ker je pustila, da se te stvari izvedejo na tak način, kot so se. Zaradi tega, ker tukaj odločanja nekega lokalnega je bilo zelo malo. Slovenija je enakopravna članica Evropske unije, pa bi lahko rekla, da ne more razlastiti ljudi. No to ravno mislim. To je ustavna kategorija. Odločnosti je manjkalo, ravno to. Takrat, vse imamo strokovnjake, ki te stvari poznajo in bi takrat lahko mirno rekli, oprostite, ne, tukaj se zadeva zaključi. Še repliko, ja, gledajte, banka, nova kreditna banka je last države. Država je last nas ljudi. Torej, dobena evropska institucija ne more reči, ali bomo mi to banko prodali ali ne. Ne glede na to, da smo jo kot država financirali, da je lahko obstala. Tako da jaz mislim, da je to izključno v ingerenciji davkoplačevalcev in kako se bomo se odločili po teh volitvah. Nikakor pa ne smemo banke prodati na vrat na nos, ker s tem se bo dejansko tudi sled denarja izgubila in vse. In ti in tudi jaz med njimi v nekem malem deležu se bomo lahko pod nosom obrisali. No, vse, v tem trenutku ste že brez nosa. To je gotovo. Država lahko vrne nazaj sredstva. Ne, zdaj je problem v tem, da smo še enkrat dali denar. To smo v bistvu že 3-krat smo krpali, bom rekel, luknje, ki so tam noter nastale. In ta denar je nekam šel, vse ta denar ni izginil. Tudi krediti, ki so šli ven iz banke, na kak način so se plasirali sploh, ker tukaj banka, edini biznis banke je, da posoja denar in ocenjuje tveganje, koliko, in na podlagi tega tudi določa obresti. Obresti praktično nič, izvoli denar, ti delaj z njim, kaj hočeš, firma v tečaj
mi pa ostanemo brez in pokrivamo luknjo. Ja, hvala lepa. Torej, jaz bi tudi se pridružila, da povem, da lastnina je sveta. Lastnino ščiti zakon in nihče nima pravice posegati v zasebno lastnino. To se je zgodilo in to ni prav. Me pa veseli, da sem prebrala, da je Evropska komisija razmišljala o tem, da se banke v bodoče ne bodo več sanirale, ne bodo mogle niti sanirati na tak način, kot smo jih mi v Sloveniji, da smo jih sanirali z davkoplačevalskim denarjem, to se pravi z našim denarjem, ampak da se bo formiral na evropskem nivoju sklad, ki bo imel sredstva, da bodo v primeru, ko bodo ugotovili, da bi neka banka bila sposobna še živeti, jo bodo sanirali. Naredili bomo pauzo, seveda volivci pa boste tudi na osnovi tega, kdo podpira skratka to zadevo in katere stranke in liste podpirajo, torej da so vas razlastninili pri novi KBM, tudi seveda temu primerno obkrožili stranke in liste. Pauza. Tako, mi smo v drugem delu političnih soočanj, gostimo seveda torej ljudi, kandidate, 5 kandidatov oziroma kandidat iz 4. volilne enote, torej 7. volilnega okraja. Pa mogoče začnimo pri vas. To je problem stranke, to, kar ste zdaj hoteli povedati. Ruše so edina upravna enota v Sloveniji, Ruše kot upravna enota, ki nima poskrbljeno za starejše. Bile so velike obljube, pa nič. Tako dom starostnikov za Rušane, Selničane in Lovrenčane ostaja le prazna črka na papirju. Vsaka občina ima svojo lokacijo, ne znajo ali pa nočejo se dogovoriti za eno lokacijo za celo območje. Kje vidite rešitev, da končno to območje Ruške upravne enote dobi torej dom starostnikov, take, ko jim pritiče, ali pa se naj občine med sabo? Če ravno so državne volitve, Prej sem želel samo povedati 7. volilna enota, 4. volilni okraj. Ja, to pa imate tudi prav. No, kar se tiče... Čas vam gre sicer. Ja, no, ampak prav. Da ne bi bilo, da sem vam želel besedo pasti. Kar se tiče doma za starostnike, to so prizadevanja že več, bi rekel, občinskih garnitur, že gospod Rezman in sedaj seveda tudi gospod Štanc, in te koalicije se na nek način trudijo, da bi to zadevo pripeljali v Ruše. Tako kot ste navedli, resnično edina upravna enota v Sloveniji, ki nima doma za starostnike, in prav bi bilo, da je v Rušah, Selnici in Lovrencu institucionalno varstvo za starostnike urejeno. Gledati moramo skozi to prizmo, da če smo zadnji, da bomo potem dejansko tudi najboljši, kar se tega tiče. To pomeni, da bi bilo nujno potrebno tudi varstvo za dementne ljudi, dnevno varstvo. Vsaka občina naj ima svoj dom starostnikov, po vašem ali? Ne, govorim za upravno enoto, da bi imela en dom za starostnikov, to bi bila, bi rekel, najoptimalnejša rešitev za našo upravno enoto. Ampak kvaliteta tega našega doma bi mogla biti vsekakor boljša, kot pa so zdaj ti aktualni domovi. To pomeni dnevno varstvo za dementne ljudi, ki jih je vedno več, in potem seveda vse te, bi rekel, aktivnosti, dnevno varstvo za starejše in tako dalje. In prepričan sem z pametno politiko, socialno-varstveno in bi rekel z tem, da se Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve resnično zavzame v Rušah, bi bilo nujno potrebno in lahko zagotovimo dom za starostnike. Gospod Čaupen. Naše mnenje je malo drugačno, sicer poznam, bom rekel, ta prizadevanja o teh domovih oziroma domov starelih v Rušah, vendar mi mislimo, da glede na stanje po drugih domovih po Sloveniji danes, je utopično pričakovati, da se bo nekdo lotil takšne gradnje. Glede na to, da je prostora po domovih vedno več, veliko bolj se nagibamo k dnevnemu varstvu oziroma k pomoči na domu tam, kjer je to možno. Vemo tudi, da starostniki se velikokrat zelo, zelo težko odločajo za odhod v dom. V Limbušu imamo eno skupino upokojenk, ki zelo lepo skrbijo za kar lepo število ostarelih ljudi na domu, jih hodijo obiskovati in pomagajo kaj skuhati, prinesti zadeve z trgovine in to delajo celo prostovoljno. Ampak prostovoljnost ni rešitev, ne? Prostovoljnost ni rešitev. Dejstvo pa je, da Zavod za zdravstveno varstvo nima več denarja oziroma ga ima vedno manj. Ljudje zapuščajo domove in iščejo druge rešitve. To je problem. Gospod Prosnik. Ja, upravna enota Ruše vsekakor potrebuje dom za starostnike. Zdaj, ko ste sami omenili, dolgo se dela na tem, dosti poskusov je bilo neko javno-zasebno partnerstvo, lokacije različne, ampak nikjer nobenega rezultata. Tudi zdaj se govori o nekih povezavah, ki pa spet tudi ne vidimo nobenih rezultatov. Kar jaz mislim, pa če zdaj prenesem na recimo vlogo poslanca, je samo to, da imamo 3 občine,
znotraj Ruške upravne enote. In vloga poslanca pri tem, kdorkoli je, da te vse 3 župane oziroma tudi upravo spravi skupaj, da začnejo sodelovati, da se začnejo pogovarjati o tem, o konkretnih stvarih, o lokaciji, naj vsi svoje predloge dajo, naj se skupaj odločijo in potem tudi zagotovijo sredstva in vse ostalo, kar pa če tukaj zraven potrebno, zato da se en tak projekt izvede. Je pa vsekakor to nujno, je pa tudi treba paziti zelo na standarde, ki so tukaj, da tu ne delamo iz tega megalomanski projekt, za katerega spet vemo, da ne bo vsi v štartu izvedljiv, ampak da tukaj naredimo stvar, da bo kvalitetna za starostnike in da bo tudi imela svoj efekt. Ja, magistra Muršič. Res je, v upravni enoti Ruše se že nekaj let pogovarjamo o domu starostnikov. Moram reči, da smo že bili v zadnjih letih zelo daleč za temi dogovori. Pogovorili smo se oziroma dogovorili smo se z župani, da nekako vzpostavimo dom v Rušah. Občina je kupila zemljišče, tako da pogoji so, kot jih ima tudi občina Lovrenc, kot jih ima občina Selnica, vendar nekako je prevladalo mnenje, da bi v občini Ruše zgradili dom starostnikov na lokaciji, ki je sicer predvidena za dom starostnikov, vendar je v gabaritih preveliki. Glede na standard, ki se pač sedaj pojavlja, da pač so domovi za starejše se praznijo, bi bilo potrebno narediti eno celovito analizo, koliko starejših občanov bi bilo možno namestiti v domove. Prav tako pa je potrebno graditi domove novejše generacije. Vsekakor ne stare domove, ki so sedaj, in je potrebno pristopiti. Samo torej trdite, da so se župani zedinili, da je to v Rušah? Smo se dogovarjali. Torej potem nekega problema ni več skoraj? Ja, bi rekla skoraj, da ne. Plus tega je bilo pismo o nameri že podpisano z domom upokojencev Danice Vogrinec. Vas poslušajo Selničani, Lovrenčani, pa tudi Rušani. Hvala za besedo. Torej, v stranki Desus, ki je stranka, ki se zelo intenzivno ukvarja z problemi starejših, smo zelo žalostni, da v Rušah še vedno, oziroma bi rekla v okviru Ruške upravne enote, še vedno nimamo doma za starejše, ker je to ena potreba, ki jo je treba starejšim zagotoviti. Zelo sem osebno prizadeta tudi zato, ker smo v Rušah že položili temeljni kamen, da zgradimo dom za starejše, ki bi imel eno enoto tudi v Lovrencu na Pohorju. Vse je bilo dogovorjeno, ampak potem so se zgodile stvari, tako da je potem sosed dal pritožbo, ker so medtem spremenili projekt. In to je en črn madež, ki jo ima takratni župan in takratni oddelek za družbene dejavnosti, ki je to dovolil na občini, da se je to zgodilo. Zato nimamo doma. Mislim pa, da je to tudi ena huda krivica starejšim, ki se morajo zdaj seliti v oddaljene domove in se res ločiti, tisti, ki so primorani, veste, ker hvala Bogu vsem tistim, ki imajo možnost, da živijo doma in da z temi oskrbami na domu skrbimo za njih, ampak so taki ljudje, ki morajo drugam. Kar se pa tiče glede možnosti, da bodo ljudje napolnili ta dom, je pa seveda za starejše treba poskrbeti, da bodo imeli primerno penzijo, da bodo lahko to plačali, tudi svojci, da bodo lahko že prej, malo nižjo ceno potrebno, ker ljudje že zdaj imajo. Jaz sem se takrat zavzemala v Ruške občine, gospod Bončina se bo še spomnil, za to, da se zgradi dom z državnimi sredstvi, ker je to cenejši, in pred par dnevi takrat je tak dom odprl Slovengradec, gospod Zanoškar je v delu razgrnil kako in kaj, in seveda ruški župan mi je rekel, veš Marjanka, nimaš prav, ker v Rušah so ljudje iz TDR-ja, ki imajo dobre penzije in bodo lahko. Tako je pač bilo. Tu bi dodal samo... Ampak doma še vedno ni, ne? Tako, doma še vedno ni. Tu bi dodal samo to, da vse, kar gospa Marjanka govori, je resnica in moramo še pa en drug vidik pogledati doma za starostnike. To pa je 30-40 kvalitetnih delovnih mest. In to naša upravna enota nujno potrebuje. Je pa res, da so starostniki, tako kot je dejala, hendikepirani in svojci dajo, bi rekel, kar nekaj za bencin, za to, da jih obiskujejo po teh okoliških domovih. Lahko še replika? Ja, izvolite. Mislim, vse tukaj imamo gospe, ki so za te stvari odgovorne tam in to so pozicije, recimo, iz katerih imate vpliv na to, kaj se tam dogaja, predvsem vi, za razliko od ostalih.
In kar je pri tem pomembno tudi, da kar se tiče odhodov oziroma upadanja v domih starostnikov, je mogoče tudi malo problem v kvaliteti storitev, kjer je pač treba neke standarde postaviti in tudi mogoče malo bolj inovativno organizirati zadeve, kjer ampak problem je, da še v tem okolju sploh nič ni, ne? Ja, tukaj še nič ni. V tem trenutku se samo pogovarjamo o nečem, kar si lahko samo sanjajo. Zato pa pravim, da tukaj je pač potrebno tudi malo bolj inovativno pristop vzeti. Dobro, izvolite. V tem okolišu, v Ruški upravni enoti seveda nič ni in zato moramo poskrbeti, da bo do tega prišlo, da se ta dom zgradi, kot je gospa Bojana rekla, novega tipa, ne pa tiste stare oblike, ampak mi moramo narediti vse, da bomo dali ljudem toliko penzije, da bodo lahko plačali oziroma da bodo družine lahko vzdrževale te ljudi, da ne bomo imeli dom, potem pa prazen. To je zelo pomembno. Dobro. Naslednje vprašanje. Iz perspektive Ruš, Selnice, ob Dravi in Lovrenca na Pohorju je prav mučno, ko se je potrebno za vsak denar pogajati z Ljubljano, z vsakim ministrstvom posebej. Dejstvo je, da bi pokrajine bile potrebne. Ali podpirate ustanovitev pokrajine, zakaj je še ni, saj bi lahko lokalne skupnosti delovale lažje? Pa začnimo pri vas, ki ste že v parlamentu. Hvala lepa. Torej, v parlamentu se je pripravljal zakon o tem, da bi se ustanovile te pokrajine. In to bi bilo tudi nujno, ker tudi sama menim in v Desusu smo menili, da je treba to oblast z državnega nivoja za nekatere lokalne zadeve spustiti nižje in da tudi občine, ki so organizirane danes, kot vemo, majhne občine, malo večje in tako naprej, da bi te občine lahko imele neke službe, ki bi skrbele za, naprimer, prostorsko urejanje in take zadeve na teh okrajih, da ne bi, oziroma pokrajinah, da ne bi ostalo. Torej boste podprli v Desusu ustanovitev pokrajine v naslednjem mandatu? V Desusu podpiramo in bomo podprli v naslednjem mandatu. Vas držimo za besedo, ko boste v parlamentu sedeli. Gospa magistra, izvolite. Socialni demokrati podpiramo ustanovitev pokrajin. Seveda je to res mučno vožnje v Ljubljano po ta denar, ampak kljub temu še vedno menim, da če bodo pokrajine, še vedno bo tisti neposredni stik lokalne skupnosti z samo Ljubljano potreben. Saj ni to problem Ljubljane, ne? Vemo, o čem govorimo. Ja, tako da... Vprašajte župane, kako hodijo in prosijo pri ministrih za to, da ne vem kaj, neko malenkost lahko dobijo. Tako da pokrajine so, sicer sedaj se organizirajo posamezne skupnosti, združenje občin, potem ki na nek način pomagajo pri pridobivanju vseh teh sredstev in stikov z državo, ampak vsekakor ni tako urejeno, kot bi bilo z pokrajinami. Pokrajine so ustavno določena kategorija in tako da moramo narediti vse. Torej tudi v SD boste v naslednjem mandatu podprli ustanovitev pokrajine. Vas držimo za besedo. Gospod Prosnik. Ja, pokrajine načeloma imajo smisla, če pogledamo iz nekega povezovalnega vidika. V čem jaz vidim problem je bolj to, da če naredimo spet en sloj nekega birokracije, še na enem nivoju vmes in potem še spet en kup ljudi, recimo neki tam noter skrbijo za to, za naše dobro, pa potem spet ni nobenih učinkov. Pri tem je treba zelo dobro paziti in zelo dober plan imeti, na kak način to narediti. Tukaj spet gre za en nivo povezovanja, za en nivo komunikacije in iskanja sinergijskih učinkov. Zaradi tega, ker to že znamo zdaj početi, vse ni to problem zdaj tega, da nimamo inštitucije, ki bi za to skrbela. Stvar je samo pa res v tem, če znamo to na prav način organizirati, če bo to temeljilo na nekih praktičnih učinkih, ki bodo tudi merljivi in da se bo splačalo. Da se gre za to, da ministrstvo en del pristojnosti prenese na pokrajini, za nič drugega. Ne gre za drugo nivo, ne? Absolutno, da je potreben nivo odločanja, ampak te stvari bi tudi že lahko tudi na občine konec koncev prenesli, če je že tak. Ali pa bi rekli prek razpisov, projektov različnih, tudi evropskih, kjer so pač na nek način, če želijo konkurirati občine za sredstva, se morajo na tak način povezati. Torej boste v stranki, verjamem, podprli ustanovitev pokrajin in prenos dela pristojnosti iz ministrstva? Odvisno, če bo projekt dobro zastavljen. To ste zelo politično odgovorili. Gospod Bolčina. Ja, ko govorimo o pokrajinah, je treba povedati, da so pokrajine že več kot desetletje zakonsko opredeljene. Zakaj pokrajine? Pokrajine zato,
ker ugotavljajo, da je Slovenija preveč centralizirana. In zatem, ko nimamo vsi ljudje enakih možnosti v vseh ozirih, je prav, da dejansko nastane ta druga, bi rekel, to razmerje med občinami in državo, da se dejansko razmeji z pokrajinami. Pokrajine seveda zakaj niso nastale še? Zato, ker je precej nejasnosti. Predvsem je velika bojazen v tem, da se bo državna administracija še bolj razbohotila in da vemo zdaj, da dejansko imamo zakon o uravnoteženju javnih financ, ki ne dopušča, da se dodatno javni uslužbenci zaposlujejo in potem je treba tudi ta zakon ustrezno popraviti in tako dalje. Kar se tiče pokrajin, v primeru, da se naredijo neke strokovne ekspertize, da se ugotovi, da bojo pokrajine doprinesle k življenju. Ampak gospod Bolčina, strokovnih ekspertiz smo lahko prebrali, mislim, da že 60, če ne več. O pokrajinah? O pokrajinah. Ja, pokrajine... Že prejšnja leta brali smo, kako oni ne bodo k tem, oni ne k tistim, a kaj bodo prenesli, ne bodo prenesli. Če bi to bilo... Vi bi spet ponovno s ekspertizo delali. Gledajte, zadeve niso dorečene. Zadeve so sicer zakonsko opredeljene, niso pa dorečene zaradi tega, ker ni virov financiranja za njih zagotovljenih. Mi moramo vedeti, da danes se v Sloveniji nahajamo v situaciji... Torej še enkrat se bomo pogovarjali 10 let, gospod Šaupen. Ja, v Novi Sloveniji seveda podpiramo ustanovitev pokrajin iz preprostega razloga, ker smatramo, da je decentralizacija države več kot potrebna. Ne nazadnje smo v to zavezani z ustavo, o tem se pogovarjamo že leta. V tej debati je seveda tudi Nova Slovenija bila za svojimi stališči dokaj prisotna. Žal do zdaj nekakšnega konsenza med strankami ni bilo in pač tudi do tega soglasja ni prišlo. Upamo, da bo v novi sestavi parlamenta bolje. Mi ob tem vprašanju v bistvu predlagamo še celo neke vrste davčno decentralizacijo, da rečem, in sicer želimo, da ko bodo regije ustanovljene, da se del davčnega denarja, ki se na tem področju ustvari, z zakonom uredi tako, da bodo ta sredstva namenjena prav tistem okolju, kjer so nastala. Repliko. Ja, izvolite. Hvala. Torej, jaz bi replicirala najprej gospe Bojani. Mi imamo zdaj združevanje občin in tu seveda občine usklajujejo neke svoje poglede in naprimer pristop stališče do kakšnega zakona, ampak glede pokrajin pa to ni enako. Pokrajine so upravne enote, so oblast, ki se bo pač ta državna spustila na nižji nivo. In jaz ne vidim tukaj problema niti v sredstvih, niti glede kadrov. Kadri so zdaj na ministrstvih, vozijo se ljudje iz Maribora v Ljubljano, takrat se lahko na tem območju zaposlijo v tej pokrajini. Ampak problem je tudi v tem, in tu se nismo mogli zbogati, koliko pokrajin, čim manj. Pa smo že pri tipični slovenski zadevi, gospod Bolčina. No, jaz bi repliciral gospodu, ko je rekel okrog davkov, strinjam se, da je nujno potrebno uvesti določene instrumente, ki bi te davke nekoliko bolj nadzirali. V Združeni levici se zavzemamo, da bi ponovno uvedli službo družbenega knjigovodstva, SDK, ki bi nekoliko bolj bdela nad temi, bi rekel, izdatki, ki se v državi vršijo. Kar se pa tiče, gospod Okreša, vas, pa mislim, da je boljše po eni strani, da še 10 let čakamo na pokrajine, kot pa da z glavo skozi zid hitimo in potem seveda posledice čutimo vsi državljani. Lahko dodam samo še en stavek, in sicer vedno znova pozabljamo na eno zadevo, ki smo jo izgubili, in to so milijoni evrov, ki so naši, ležijo v Evropi in smo izgubili samo zaradi tega, ker se pri milem Bogu ne moremo zmeniti, ali bomo imeli 3 ali 6 ali 14 pokrajin. Jaz se strinjam, manj ko jih imamo, bolje je, ampak moramo jih imeti že zaradi tega, ker Slovenija ni enakomerno razvita, ker imamo danes zelo razvite dele naše države, pa na drugi strani eno samo preprosto revščino. Torej, jaz ne bom z vašo stranijo, pa ne z vašo, ampak bom imel svojo pokrajino. Je tako približno v Sloveniji? Zato se ne moremo dogovoriti. Ne, gre za en trezen premislek. Jaz ne vem, kje so tisti pametni ljudje, ki bi se v Sloveniji dol vselili, pa bi rekli, gledajte tak, sej včasih lahko tudi koga z Evrope poslušamo, ker nam rekel, da nam ravno slabo mislijo, ali pa želijo. Tisti pametni ljudje smo tukaj, zato pa kandidiramo.
Upam, da bomo mi dva v parlamentu sedela, pa da bomo se zmenila. Jaz bi rada samo to omenila, da v Evropi imajo pokrajine, ki so tako velike kot naša Slovenija. Zato menim, da res, tako kot smo v Desusu mislili, 4 pokrajine, 3 pokrajine bi bilo za Slovenijo tista optimalna rešitev. Od tega mora biti ena Ljubljana, druga pa Maribor, da bo sta Volk, Sit in Koza celja ali tako. Tako približno delujemo. Pa nogometne ekipe. Glejte, kjerokoli anketo, ki vam jo pošiljajo po internetu, ne vem kjerkoli, vse posod vas sprašajo, z tere regije ste doma in jih v bistvu že eno število imamo, a se lahko zmenimo, a je to ali ne? Tako, kratka pauza, slišimo čez nekaj minut z naslednjimi še z nekaj vprašanj. Tako, mi smo spet nazaj po oglasih, seveda pa gremo kar z novim vprašanjem. In sicer, poglejmo to, območje Lovrenca in Ruš je vsekakor najbolj vezano na Maribor. Že leta se je govorilo o hitri cesti na relaciji Maribor-Ruše. Ali podpirate projekt glede na dejstvo, da gre za regionalno cesto, ki bi bila potrebna tudi za gospodarstvo Ruš, saj bi se tako blago lažje tovorilo na avtocesto, torej oziroma železnico? In pa drugo pod vprašanje, ali ste sploh zadovoljni s cestami, ki so iz dneva v dan v slabšem stanju? Gospa. Torej, jaz seveda nisem zadovoljna z temi cestami, take kot so. Treba bi bilo vložiti več denarja, ampak državni proračun, predvsem ko govorimo o državnih cestah, je pač takšen, kot je. V Rušah čakamo že na drugi sloj ceste in pred nedavnim sem ugotovila, da avtobus ne vozi skozi Ruše več, da ne stoji pri mesariji, ker enostavno cesta ni zaključena. Povezava Maribor-Ruše pa seveda za to obvoznico jo mislim, da vsi Rušani težko pričakujemo, ker bo umaknila ta težki promet na rob Ruš in povezavo z Lovrencem seveda speljala bolj prijazno ljudem. Obvoznica vsekakor dane, s tem, da pa tako kot je gospa Marjana Kotnik-Poropat omenila, sredstva v proračunu so omejena. V Rušah nujno potrebujemo dokončanje ceste, več kot leto dni se že vozimo po obvoznici, karkoli se bo zgodilo, tako da je kar težava. Kaj pa z vzdrževanjem ste zadovoljni? Vse bo praktično luknjasto, predno bomo mi sploh karkoli, pol bomo pa lahko na novo vse delali. Zdaj, Ruška cesta je tako, ta regionalna cesta Maribor skozi Ruše, ta cesta se pravi potrebuje novi usloj. Ostale ceste, ki so bile v tekočem rednem vzdrževanju, pa vam moram reči, da so bile obnovljene vsaj na tem našem koncu. Vprašajte, kaj menijo ljudje na Duhov, na Ostrem vrhu? Tiste pa še ne, seveda. To pa je potrebno še postoriti. Tako, še cesta skozi Lovrenc je nujno potrebna obnove, tako tudi cesta skozi center Selnice, pa da ne omenjamo še to, kar ste vi omenili, vseh ostalih lokalnih cest, mislim lokalnih državnih cest. Soprostnik, kakšno pa je vaše mnenje? Tukaj je potrebno pogledati realnost. Tukaj je sicer projekt dobro zastavljen, bom rekel, tudi to je vprašljivo, ker gre pač za eno megalomansko stvar, ki bi vključevala, mislim, da 8 krožišč, podvoze, nadvoze. Skratka, dokaj zapleten projekt, za katerega bi resno potrebovali dosti denarja. Zdaj pa denarja za cesto, ki jo že imamo tam, nimamo. Infrastruktura je zelo slabo vzdrževana. Ravno v nedeljo smo se občani v civilni iniciativi zorganizirali in šli in prebarvali ograjo na Ruškem mostu, ki je bila v totalnem razsulu, in vsaj toliko, da imamo vsaj neki občutek, da pripomoremo. Se pravi, da v ljudeh ni nobenega problema. Ljudje so vedno pripravljeni sodelovati, ljudje so vedno pripravljeni tudi sami poskrbeti, recimo. Je pa to zelo tragična situacija, za katero pa tudi vemo na koncu, kdo je odgovoren. Prav tako, kar se tega tiče, je vzdrževanje, mislim, ceste, ki gre trenutno skozi Ruše. Zato še zaenkrat ni denarja. Torej vzdrževanje bolj kot pa novogradnja? Absolutno, to je prvo, kar moramo poskrbeti. Tudi naše mnenje je takšno, da pač dobro, zdaj večina vas govori o ruških problemih, govorimo pa o državnih volitvah. Iz državnega gledališča, da tako rečem, govorimo o tem, zato ker dobivamo danes informacije, da ni več denarja za osnovno popravilo cest, da ni denarja za popravilo mostov, da bodo semaforje sklopili, in ta trenutek lahko rečem, pač jaz živim v Limbušu in se vozim na relaciji Maribor-Limbuš-Ruše pogosto, ker tudi v Godbi igram, pa predsednik sem, tako da cesto poznam. Ta cesta je bila zgrajena 10 let nazaj in že takrat je bilo rečeno, da obvoznice zlepo ne boste videli. V zadnjem času je potem leto, 2 nazaj bil spet govor o tem. Jaz moram reči, da recimo v Limbušu niti prav ne vemo, kje je ta cesta umeščena.
v Laznici je tam zelo ozko, je zelo veliko vprašanj, ne. V glavnem, menimo, da je treba zagotovo najprej pokrpati tisto, kar je pač nujno treba pokrpati, po drugi strani pa dajemo prednost tretji razvojni osi, se pravi, priklopimo še Koroško k Sloveniji. Dobro. Kar se tiče obvoznice, smo nekoč že razpravljali o njej v sklopu univerzijade, prizadevanj za univerzijado v Rušah. V tistem, bi rekel, velikem znesku sredstev za univerzijado je bila všteta tudi obvoznica. Če bi ta zadeva takrat šla tako, kot smo si pač zamislili, bi danes morda obvoznica že bila. Ja, kaj zdaj podpirate? Podpiram zagotovo eno tako izgradnjo te ceste povezovalne, ki je za Ruše nujno potrebna. Treba pa je nekaj povedati, ne? Da enostavno v državi ni denarja. Vsi podsistemi državni so praktično osiromašeni. Zakaj? Zato, ker 23 let... Ampak to verjamete, to, kaj vam vlada prodaja, da ni denarja? Ne verjamem. Zato ne verjamem zaradi tega, ker vem, da denar je, ampak ne zna se pravilno vzeti. Vi morate samo nekaj, če lahko zaključim, s tem tudi zaključujem, vi morate nekaj vedeti, da v Evropi so dobički kapitalski obdavčeni poprečno 21%, v Sloveniji 10%. Vi morate vedeti, da najbogatejši baron, rečemo mu baron z nepremičninami, ima v Sloveniji 700 nepremičnin. 700 nepremičnin ima človek in je obdavčen 10%. Če bi obdavčili te ljudi tako, kot bi bilo potrebno, bi zadeva lahko zagotovo, bi rekel, bila drugačna. Naslednje vprašanje. Samo replika. Ja. Mislim, načeloma je projekt tak je smiseln, če se najde financiranje. Ampak kar se države tiče, pa predvsem to, kar pravite, glede davčne obremenitve pa vsega ostalega. Mi imamo preveliko davčno obremenitev, zaradi tega tudi ne moramo dobiti investitorjev in podjetij pripeljati. Ampak mi smo se pogovarjali o cestah, ne bomo zdaj o davkih. Nedavno, oziroma to, ali podpirate selitev sedeža Holdinga Slovenskih elektrarn v Maribor, eno vprašanje, ampak drugo, ki me bolj zanima. Veliko se je govorilo o črpalni hidroelektrarni Kozjak, katere gradnjo je ustavil prav HSE. Na veliko zadovoljstvo prebivalcev Kozjaka. Ali se gre bati, da bi v primeru selitve v Maribor slednji projekt spet zaživel? In ali ga podpirate? Kratke odgovore. Ja. Selitev HSE-ja iz Ljubljane v Maribor, ja? Selitev HSE-ja iz Ljubljane v Maribor, vsekakor, jaz sem podpisala tudi peticijo Črpalna v Državnem hidroelektrarna zboru. Črpalna Kozjak. hidroelektrarna Kozjak. Jaz mislim, če bi projekt uskladili z okoljem, da bi to bil en doprinos k pridobivanju naravne energije. In mi podpiramo te naravne vire. Prenos HSE tako v Maribor vsekakor zaradi ohranjanja delovnih mest, novih delovnih mest. Ta naprava na Kozjaku pa vsekakor mislim, da ni primerna, ker je potrebno tudi poslušati okolje in prebivalce, ki živijo v tem kraju. Absolutno prenos sedeža HSE sem, zaradi tega, ker dobiček Dravskih elektrarn gradi TEŠ, praktično pa vemo, kakšne zgodbe so tam. In kar se pa Kozjaka tiče, pa absolutno najprej z lokalnim prebivalstvom zadeve uskladiti. No, vse lokalno prebivalstvo je že povedalo, da ne želi. Ja, ampak vseeno, mislim, po mojem bi se še dalo pogovarjati ravno zaradi nekih torej podpirate, da lahko, da more biti spet zaženejo ta projekt, če prav razumem. Če se stvari uskladijo tako, kot je treba. Jaz mislim, da projekt mogoče ni bil dovolj dobro zapeljan, na prav način skomuniciran, niti usklajen dovolj dobro. Tako da, če ima to neke ekonomske učinke, ker taki projekt se splačajo, tudi glede delovnih mest, pa vse razvoja regije, če se najde en kompromis tukaj, odločina. Mislim, da je zadnji čas, da se Holding Slovenskih elektrarn vrne v Maribor, v domače mesto, kajti odkar je v Ljubljani je bistveno poraslo število zaposlenih v Holdingu Slovenskih elektrarn, to opozarjajo vsi, od sindikata do zdravskih elektrarn. To vemo. Kar se pa tiče te naprave, pa je treba pogledati tako, da vsak kapital, ki se ozre v neko nezazidano zemljišče, mu Slovenci ne smemo kloniti. Ampak moramo dejansko v skladu z domačini, v skladu z temi, bi rekel, lokalnim prebivalstvom to delati. In če so prebivalci proti temu, potem pa se naj Holding Slovenskih elektrarn obrne na Muro in naj na Muri naredi. No, se v tem trenutku je to ravno gospod Šaupel. To, kar se holdinga tiče, absolutno, seveda podpiramo selitev sedeža Maribor. Ne nazadnje imamo dober primer v Mariboru, da znamo kakšno državno firmo voditi, recimo Pošto. Kar se pa tiče Kozjaka,
Jaz mislim, da predvsem tem skupaj gre čisto za eno navadno ekonomsko kategorijo. En čas se je to splačalo, ta trenutek se to ne splača. Žal se ljudi nikaj dosti vprašalo, kakšne so njihove želje, ljudi, ki tam živijo. Vem, da so imeli neke svoje zahteve, vem, da so neke določene tehnološke rešitve, ki omogočajo takšno elektrarno, pa bi tudi ljudje bili za njimi zadovoljni, pa je spet ekonomija rekla, da je to predrago. Črpalno hidroelektrarno Kozjak pa? 3-krat premisliti. Dobro. Čisto kratko repliko. Nimamo več časa. Zelo na kratko mi prosim odgovorite še na to vprašanje, ali ste proti dvojnemu obdavčenju ljudi, ki so zaposleni v drugih državah, predvsem govorimo o migrantih, ki se vozijo na relaciji torej Slovenija-Avstrija. V tem trenutku je dvojno obdavčitev. Ste proti dvojnemu obdavčenju ali naj se jih dvojno obdavči? Ja ali ne? Mislim, da to ni pošteno. Dobro, magistra Muršič? Mislim, da tudi ni. Tako, bi bilo potrebno uskladiti z državo Avstrijo, da se uredi to obdavčitev. Gospod Prosnik? Ja, tukaj je ustavno sodišče odločilo, ne, da ni pravično olajšava davčna, ne, in potrebno je poiskati nov sistem, absolutno pa nismo. Gospod Bolčina, ja ali ne? Ne, bom jaz tudi ne, ja ali ne? Dvojno obdavčenje vsekakor ne, zato ker se bo ljudje širili. Ne gre za dvojno obdavčenje. Naše mnenje je, torej gre za dohodnino, ki je tam drugačna kot pri nas. To je z meddržavnim sporazumom zelo težko. Samo še zadnje vprašanje. Ali si je kdo izmed vas premislil glede politične stranke nasprotnika, da bi se z njimi povezovali ali ne bi, glede na to, kar ste danes slišali? Gospod Kotnik, imate kaj proti komu? Bi se ali niste? Jaz ne, pravim, da Desus se bo povezoval z vsemi, ki imajo podoben program. Govorimo o današnji oddaji, magistra Muršič. Nimam težav z tem povezovanjem, lahko se pogovarjamo z temi strankami, ki so tu vredali. Ja, gospod Prosnik. Isto kot na začetku. Ni nobene spremembe? Ne. Aha, dobro. Ne, ni nobene spremembe, zato ker ste skozi oddajo lahko videli, da imamo skupne točke, kjer se najdemo, se pravi, konec koncev je to tudi rešitev za Slovenijo. Gospod Bolčina? Ja, predstavniki teh političnih strank, ki so danes tukaj, mislim, da so ok in vsekakor mislim, da so tudi povezovanja možna. Zaključili smo, hvala Bogu, da so to, kar ste slišali, torej, kot kaže, se stranke znajo pogovarjati, obeta se nam očitno dobra država.